Letošnja poletna turistična sezona na Bledu bo glede na napovedi in rezervacije pri ponudnikih zelo dobra. Na nedavnem srečanju turističnega gospodarstva so se udeleženci lahko seznanili, kako se na prihajajočo poletno sezono pripravljajo tako na občini kot v javnih zavodih. Glavna tema je bilo upravljanje destinacije med poletjem, ko bo velik poudarek na zagotavljanju reda ob jezeru. Treba je znati upravljati z destinacijo in mi se praktično že 4 mesece, odkar sem nastopil z mandatom, ukvarjamo s tem, da nas ne bo nekaj presenetilo, kar nas ne bi smelo. Po eni strani se ukvarjamo s tem, kako ohraniti Bled takšen, kot je bil nekoč, oziroma ga mogoče celo malo nazaj izboljšati, olepšati in ga pustiti našim zanamcem. Tudi zaradi tega bomo nekako pristopili k temu mehkemu opozarjanju naših obiskovalcev, kateri so vsi vedno dobrodošli, da pridejo v naše konce, da je pač kakšno početje mogoče neprimerno za na Bled, da je potrebno Bled spoštovati, vendarle drugi so nas uvrstili med najboljše top destinacije. Zdaj, če bi vprašali Bledce, če bi sami sebe uvrstili tako visoko, in ravno to je še ena dodatna odgovornost. Po drugi strani pa je zagotovo sama infrastruktura tista, govorimo o cestah, parkiriščih, ki težko sledi temu sicer dobrodošlemu navalu na Bled. To so konec koncev sladke skrbi, zato bomo letos vzpostavili še eno dodatno začasno parkirišče, najprej začasno, kasneje pa potem redno pri podjetju Infrastruktura Bled, tik ob severni razmejni cesti pod gradom. Kar se pa vseh ostalih tiče, pa bomo poizkušali čim bolj upravljati, da bodo gostje vedeli, kje so še prazna prosta parkirišča in pa na teh parkiriščih tudi zagotoviti QR kode, s katerimi bodo lahko prišli gostje do podatkov, kaj je na Bledu priporočljivo, kaj ne in kako se obnašati, da bomo na koncu vsi zadovoljni, tako turisti kot pa tudi domačini, ker potrebno je sobivati. Po eni strani turisti potrebujejo določeno sprostitev in pa nekateri določen mir. Tisti, ki smo ves čas na Bledu, pa seveda želimo izreči dobrodošlico tudi tistim, ki želijo izredno uživati na Bledu, to jim pa lahko zagotovimo, če vsi spoštujemo red in pa neko disciplino, ki pa ni nič novega, ampak kar nekaj samoumevnega konec koncev. Gradnja krožišča pri Šobcu in začetek gradnje južne razbremenilne ceste trenutno še sovpadata, zato zastoji na cesti Bled-Lesce, pojasnjuje župan občine Bled Anton Mežan. Lahko rečem, da zaradi same izgradnje južne razbremenilne ceste se čaka zelo malo ali pa skoraj da nič. Zdaj zaenkrat se čaka predvsem zaradi izgradnje krožišča pri odcepu na Šobec, v kamp Šobec. Zdaj tule pa smo se nekako dogovorili z izvajalcem del, Gorenjsko gradbeno družbo, da so zagotovili stalen dvosmerni pretok po 2 sicer zoženih pasovih, vendar tam je itak omejitev 50 km/h, tako da tudi vožnja po teh zoženih pasovih 50 ali pa 40 ne pomeni nobene razlike. In če res le ne bo potrebno, kdaj mogoče za kakšne pol ure, uro ali kakšno popoldne zapreti cesto, vendar ne v nekih prometnih konicah, bodo morda to storili, vendar to se skoraj da ne pričakuje, zato mislim, da sama izgradnja ne bo vplivala na nejevoljo in pa na dodatne kolone. Bolj bo seveda vplivalo to, da bo Bled v tem letu po vseh obetih izredno obiskan in kot pravim, vsi dobrodošli, malo strpnosti bo potrebno, predvsem pa se prej pripraviti. Bled med majem in oktobrom obišče 80% vseh gostov, zato si bodo v Turizmu Bled tudi v prihodnje prizadevali, da bi gostje Bled obiskovali preko celega leta. Vsi ponovadi rečejo dobre goste, zdaj vprašanje je vedno to, kakšni so teh dobri gostje. Dobri gostje pa vedno sledijo ponudbi, to se pravi, obiskovalcev se nikoli ne izbiraš sam, ampak prihajajo vedno gostje zaradi ponudbe, ki je v kraju. Če si želimo vsi približno istih gostov, kot so zapisani v strategiji, potem je to naša naloga in pa ena od prioritet, da v naslednjih letih to tudi uresničimo. Torej, zadovoljen gost se potem tudi rad vrača in zadovoljen gost ostaja v kraju tudi dlje časa. In zadovoljen gost ostaja v kraju dlje časa, če ima kaj početi oziroma kaj potrošiti. In to mislim, da je odgovor na zastavljeno vprašanje, kjer ga pa ne more narediti ali pa izkoristiti samo občina, turizem, ampak moramo v bistvu k temu nekako biti usmerjeni vsi. Letos za program dogodkov v Turizmu Bled namenjajo 90 000 evrov in pripravljajo nekatere novosti. Predvsem želijo razpršiti prizorišča dogodkov in razbremeniti jezersko promenado. Nov program ali pa sklop prireditev v času poletne sezone. Zavezali smo se oziroma je naš interes, da v bistvu te točke, ki so najbolj oblegane, pa govorim tukaj čisto konkretno o jezerski promenadi, ostanejo promenada, torej sprehajališče, nekaj, kamor se človek odpravi in sprehod, ne pa prizorišče ali pa prireditven prostor.
Torej odmikamo ali pa uvajamo tudi nove lokacije, mikrolokacije za prireditve, ki se bodo izvajale preko celega leta. Bled mora zaživeti, ljudje si to zaslužijo, tako občani kot pa obiskovalci, in te nove mikrolokacije so sigurno prireditve pod gradom v Veliki Zaki. Bomo naredili tudi nek nov sklop prireditev na straži, ki se bodo imenovali Noči nad Bledom. Vračamo se v trgovsko-gostinski center in pa v, zdraviliški park. Bojo pa sigurno, vse bolj prepoznane glasbene zvezdnice in zvezdniki v času poletja prišli tudi na Bled. Ne bojo samo glasbeniki, tukaj bomo velik poudarek dali tudi kulturi, predvsem umetnosti street art v tem primeru in pa gledališču ter prireditvam za otroke. V Zavodu za kulturo Bled so letos že pripravili odmevno slovesnost ob 200-letnici Riklijevega rojstva. Pester program prireditev pa pripravljajo tudi v nadaljevanju leta. V Zavodu za kulturo Bled imamo letos v načrtu okrog 150 do 170 dogodkov, kar pomeni skoraj vsak drug dan, če gremo tako. Pestro je bilo že do zdaj. Tudi pred nami je pester mesec april. Najprej začnemo s zelo lepim dogodkom. Lani smo začeli sodelovati v smislu pomladne dekoracije z Biotehniškim centrom Naklo. Letos smo zadevo še nadgradili, potem nadaljujemo z veliko nočjo in pa seveda s tistimi stalnimi razstavami, potem smo pa že v mesecu maju. Tako da vsakokrat, ko se pride na grad, vas čaka nekaj prijaznega, da čutite, da ste dobrodošli in da se na Blejski grad splača vračati. Seveda pa potem dodatni programi za družine, za otroke, standardne prireditve, srednjeveški dnevi. V maju jih bomo napovedali z dogodki v 3 nedeljah. Potem pa tisti klasični srednjeveški vikend, tudi s srednjeveškim taborom in tako naprej. V glavnem, vedno se dogaja. Tudi napovedi za letošnjo poletno turistično sezono in obisk Blejskega gradu so vzpodbudne. Ja, zdaj napovedi so zelo dobre, tako da ocenjujem, da bodo držale tudi naprej skozi leto. Počasi se popravlja obisk, seveda po tem rekordnem letu 2019 smo vsi veseli vsakega zvišanja. Predvsem se mi zdi do zdaj, v teh prvih 3 mesecih lahko govorimo, da je glede narodnosti zelo podoben obisk se napoveduje kot pa v lanskem letu, s tem, da od aprila naprej nekako pričakujemo tudi povišanje azijskega trga. Azijski gostje se zelo počasi vračajo, nekaj v lanskem letu, mislim, da bo v letošnjem letu še višji obisk porast njih, vendar pa zaenkrat so zelo Američani radi obiskujejo Blejski grad in pa seveda gostje, predvsem iz sosednjih držav, ki pridejo k nam po cesti. Srečanje turističnega gospodarstva je bilo dobro obiskano, vsi pa si želijo čim boljšega sodelovanja. Želja pa je, da v bistvu dobimo informacije od ponudnikov, od občanov, predloge, pobude, zaradi tega, da nam nekako to na koncu tudi naše delo, izboljša ali pa usmeri v tisto smer, zaradi katerega smo tudi tukaj. To se pravi, mi smo tukaj servis tako za gospodarstvo kot pa za občane in to je naša naloga in pa cilj, da ga izpolnimo.